The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Ok, bum bam, smo nazaj na kolesarski čvek, danes je z mano zopet Petra, tako da pohon stvari se je dogajali na slovenski sceni, novi izdelki so zdaj, kriterij Dauphiné se je začel, pa še s Petro bo na koncu šla čez kjere 3 napake miselva, da jih amateri največ delate in seveda poslali ste še nekaj koles, tako da bo ocenjevala še ta kolesa, tako da to je to, greja kar začeti. In ko si se kaj vozila ta vikend? Ja, sem se, pa nisla se skupaj, a ne? Pa malo manj sem se kot ti. V bistvu včeraj sem se veliko navozila, no. Včeraj sem 4 urce res imela take lepe cone 2. Drugač pa je v soboto žal ni bilo na izletu. Mogoče šlo še v bistvu sreča, ker sem videla tisti na Stravi, kva ste ga gonili, tako da hvala Bogu, da me ni bilo v bistvu. Še niso to gonili. Mislim, da je kar rekorden povprečje velo izleta. No. Za izlet mogoče, ja. Ja. Sem drugače. Veš kaj? No, je pa res, da je bila malo krajša trasa, pa mogoče malo lažji, kot peljamo ponovadi. Ja, pa toliko malo nas je tudi bilo? Ne, sej sem rekla, upam, da ste bili vsaj sami taki, da ni bilo nobenemu prav pretežko, pa če je bil trening narejen. Tako da ja, ampak no, lepo. Važno, da ste se imeli dobro. Smo se kar pomatrali, mislim, da je bilo enih par, ki so prišli čist počiti in so rekli, da bojo malo pretegovali, sem jih probal nazaj držati, ampak ja, se niso dali, tako da je bilo kar v redu. Jaz moram samo na začetku poudariti še tele akcije za čelade, očala, fotokromatska stekla, pa zdaj smo dobili še TPU zračence, pa stojale za kolesa, tisti, ki to rabite. Zdaj je spet nekaj malega na zalogi, hlač nam je že skoraj čišči zmanjkal, tako da vam sporočimo v kratkem, a bomo dobili sploh še kakšno pošiljko letos, ali je to za leto že zaključeno, tako da ja, to je to. A se lahko prekidam tukaj malo, ker smo pri izdelkih, mene tako sprašujete na socialnih teh raznih omrežjih, a so mi je dobra čelada, so mi dobra očala in v bistvu mi je že težko odgovarjati, valjda, da so mi dobra in valjda, da mi je čelada mi je sploh vrhunska, če ne bi vozila zdaj že 3-4 sezone in v bistvu tudi vmes že kakšno novo nafehtam, pa že tudi, da nimam skozi isto. Očala so lahka, tako kot vedno poudarjam, se pravi, tukaj vse zadeve so zelo price performance in očala in čelada skupaj, že če drugega ne, zelo estetsko deluje, zelo lepo zgleda, pa moram reči, da še ni prišel človek, ki bi ga videla, da mu ta čelada ni pasala na glavo. Zdaj, pa ne zaradi tega, ker je to nažeta čelada, pa ker je on prodaja, ampak je res tako narejena, očitno zelo dobro, ta globina zadeta vse v nulo, tako da res paše na vsako glavo. Ja. Jaz bom tukaj sam poudaril, da na večino glav paše, ker so kakšni, ki imajo zelo ozke glave, zdaj sem imel eno gospo po dolgem času, ki je poslala nazaj, ampak ja, večini pa kar dobro stoji na glavi. No. Daj greva midva na slovensko sceno. Ja, dirka po Sloveniji. Ja. V bistvu je to najbolj trenutno bilo aktualno. Smo imeli tudi sicer nekaj amaterskih tekem zraven in tudi v sklopu dirke po Sloveniji je bil My Tour, kjer sem pač tudi organizatorja slišala, da so bili malo bolj, da so pričakovali večjo udeležbo, no, da je bilo malo manjša. Ampak mislim, da v tej poplavi vseh dirk, ki so v juniju, pri nas tudi v Sloveniji, a ne, sicer je to malo nažalost tako, da je vse v tem res juniju, lahko bi bile že dirke se prej začele glede na druge države okoli nas, a ne, bi se v Sloveniji te dirke lahko malo razvrstile že od aprila, pa potem tudi se potegnile daleč v oktober, ampak se pa žal ne in je vse skoncentriran v ta junij in se potem ljudje ne morejo udeležiti vseh dirk in je pač pol tako, da sigurno je pa bila to ena težjih dirk in sigurno so se bi se pričakovali, da se bodo udeležili zelo pripravljeni, čeprav te, ki so bili prvi, verjetno so bili, recimo ženske je bilo zelo malo, ne vem, 5-6 žensk, zelo majhno število, tako da
Ampak je treba ustrajati pri tem, upam, da ne bo organizator nehal, ker to se je bilo prvič in je treba to nadaljevati in mislim, da je fajn, da bo na vsaki dirki po Sloveniji ena etapa, kjer bo namenjeno to tekmovalcem in da se tudi zelo prej to vse skupaj reklamira. Je pa res, da je vse spet to lahko se pokrije s Franjo in potem je to mogoče malo težji za nas kolesarja, ne? Ker je vse prav, preveč je nakupov vsega. Ja. Je pa tako, da Majtur je zmagal. Dobše. Ja, se pravi na niš kolesu, Ja. čist na novo, v bistvu se vozi z njemu in ja, Še Matej, jaz ga čestitam ti. nimam. Sem čisto živčen. Prejšnji teden sem pozabil omeniti, da je Matej zmagal tudi na vzpon na Kum, tudi s novim bajkom in jaz sem šel prav za nas, sem šel gledati še rezultate prejšnjega leta, ne? In je vozil letos, ne vem, kakšne so razmere itak, lahko so drugačne, ne? Ampak je vozil letos še 30 sekund hitrejši, kakor je lansko Lagotom, tako da, evo, nek je. Jaz sem zadovoljen, on je tudi s kolesom pa zadovoljen, tako da to je kar se tiče Niša, ja, tudi teli. Lastnik od Niša me skozi sprašuje, ja, to je spet zmagal tistret, tako da je tudi on zadovoljen, tako da pride vse do Azije, Matej Lovše, tako da lej. Upam, da bojo še kje v Evropi zagrabili, pa ga bojo začeli mogoče še iz tega stališča mogoče kaj sponzorirati, kakorkoli, tako da bomo videli. Ampak ja, je pa sam dober, kar se tiče in za Mateja in za Niš kot brand. Jaz sem si zapisal, kar se tiče dirke po Sloveniji. Danes zjutraj sem imel še en klic od enega, ki je bil v avtu in je eden iz Pogi ekipe je že sam, rečemo, kaj je bilo to v nedeljo, je mogel obračati vate tam od 500 do 550 vatov, da je sploh držal, rečemo te, da se je v skupini tudi kdaj vozil na trenutke in tako da profi morajo obračati tako, da sprav že na začetku je rekel, da je skozi letel. Da je, ko so štartali z Litije do konca kratka etapa. Včerajšnja. Ja. In tako da je bilo kar pestro, no, kar se tiče tega. Omerzel je dobil belo majico, pa četrti je bil skupno, tako da še to ful pohvalno. Jaz sem prav včeraj, ko sem prišel domov. Jaz tem, da je star 19 let, ne? Ja. Oziroma v soboto, ko smo prišli po rundi, sem šel takoj gledat dirko in ja, tam malo je boril se, ne vem, koliko je bilo, 4 km, 3 do konca, ko se je začel kar tako, kar pestro. Sem mu videl, da je bil že kar v filtru, ampak je zdržal in je prišel na konc. In na konc mislim, da skupno je imel sam enih 38 sekund, a nekaj tasga je imel. Ja, mislim, da 45 na celi, ne vem, okoli 40 sekund. Bravo. Ja, to mislim, da imamo kar enega na vidiku, ko mogoče. Ja. Bomo ga pa lahko kje gledali. Ja, jaz sem bil prav tako, sam zaradi njega sem gledal, v bistvu ostalo me sploh ni zanimalo. Tako da vsaka čas pa logično šprinte, da je od Mezgeca ekipa pobrala dva šprinta, tako da to je bilo tudi nekaj, ki smo se kle pogovarjali že kdaj, marca, aprila z Lukatom. Je rekel, ja, da jim je pač to ciljane načeloma. Tako da, evo, to je to. A imaš ti še kaj, kar se tiče od teh v bistvu meni je bilo zanimivo tudi drugače ta tretja etapa, kjer je dale Komac iz Factor Racinga zelo dolg časa bežal sam. Ja. In mislim, da je bil 3 kilometre pred koncem ujet šele in tudi to mislim, da je bilo zelo dobro prikazan, sicer pač ja, bilo je skoraj nemogoče, da bi zdržal še s kontravetrom potem. Moram pa reči, da je glih tako treniran iz strani Human Performance Centra, tako da mogoče je to zapovedati prehrana, tako da predvsem prehrano, kakor vem. No. Ja. Tako da so tudi to. Okay. Ja. Še ena točka za HPC. Ja, tako. Potem si pa jaz zapisal to, ko so že zdaj govorila, že 14 dni, 3 tedne, novi izdelki. Kle me je kar začela glava boleti, ker sem videl to skropucalo od Faktorja, ki so ga dali ven. Ti si videla ta bajk? Ok.
ga bom dal, tako da vi, ko boste gledali, ga boste zdaj videli na ekranu. Skratka, meni en izmed najgrših koles, kar sem jih videl zadnje cajte, gre v isti koš, kot od Colnagota Y, pa od Bianchija pa še kakšen. Tako da polje, baje, da so novi rovali isto prišli ven, so jih zdaj vozijo, tako da tisti, ki kupujete novega Specializeda, evo, zunaj bo hmal še to. Polje S5 od Cervelota, ki je pač še en grd bicikl, tega so sam mal zdožali oziroma spreden konco zboljšali pa krmilo, tako da ne bi bil malenko še bolj aerodinamičen, nekih točnih cifer sicer ni. Pol pa ta najlepši del, ki je prišel ven, tisti, ki se dosti že ve, se pravi ta nova Campagnolo grupa, ki je zdaj 13-sredna, wireless, imate razmerje zadnjih verižnikov 10,29 do 11,36, tako da je res full velik razpon. Ne bi bila do 47% hitrejša, sam to itak Italijanom, kaj zaupati, kaj to sploh pomeni, itak noben ne ve. Pol je tam shifterje nazaj, pol so pa še nek smart button, nek pameten gumb so še dodali, kar pomeni, da si lahko nastavite na praktično kjerokoli tipko v njihovi aplikaciji. Pa ena mi je bila zanimiva, ker sicer ne vem točen, kako se to nastavlja. No, še lažje rotorje so dali, pa nastavljiv doseg na ročkah je. Tako da to ne vem čisto točen, kako se to, kaj to pomeni, ampak ja, tako da to je še neka taka zanimivost, kar se tiče kampe. Je pa za moje pojme s temi detajli, pa to, kar so jih naredili, je res ena med lepšimi, pa še teli koleščki imajo 14 zob, tako da so šli zdaj tudi oni na malenkost večja koleščka, kot so jih imeli prej. No. Tako da to je neka novost pri kampi. Čakaj, spet nekaj ne dela. Ja, pa ti teče, tep. Tako, da, evo, to je, kar se tiče novosti novih izdelkov. Ti najbrž nisi nas zasledila ta vikend? Ne, ampak vse mi je že zanimivo, kaj tebe poslušam, da mi poveš, pa jaz pol veliko vem, pa pol tudi naprej. Zdaj sem na hitro pogledala, sem tega Faktorja, no, zato, ker se ga to popluvu, pa ja, pa je res grozen. To je aerobike, to ta Faktor. Ja, mislim, spreden del je sploh grozen, no, ja, sej. Ne vem, lej. Ja. Super, da dajejo, da so inovacije zunaj, ampak tako, kot za Colnagota, večino ljudi, ki ga je v živo videli, so rekli, da je polom, je podoben isto pri temu, ne verjamem, da bo v živo prav, ne vem, kjera krasotica to, tako da, lej, super, da dajejo, da so novosti, da se pač UCI ta pravilnik malo spreminja, nekaj drugače itak tega ne bi mogli dati ven, ampak kolesa grejo res v neka čudesa. Lahko komentirate spodaj, se vam zdi fajn, a se vam zdi super, da grejo neke vesoljske, nekaj, kar sploh še nismo videli. Meni je pač malo čuden vse skupno, ampak ja, boste povedali spodaj, kaj si vi mislite. Kva grejo kar že na Dauphiné? Ja, lahko. Ja. No, jaz sem gledal, pač sem dal tudi na Instagram story včeraj, da so letos dirke, sploh jaz, ki sem jih navajen, ki gledam zdaj to že 30 let. Prej je bilo vedno tako, da je bilo malo bolj zaspan, pa se veš, včasih se je dirkal še s Saganom, se je vedno dirkal tako do 50-40 km do konca, se ni nič dogajalo, pa pol kaj, že na Giru letos je bilo dirkanje čisto drugače, pol včeraj Dauphiné, ki bi po vsej logiki so skoraj vsi napovedovali, da bojo pač šprinterji zmagali. Pač jim pol zmaga Pogačar, se pustimo to, da je on zmagal, ampak kako je bilo napet, kako so
se udarili tja na zadnji klanc, to je bil tako od Ineosa, zdaj se ga nam spomnim, kdo je bil, je šprintu od spodaj do gor, 1,5 km v klanc gor. To je pač izgledalo noro, kako so šli in pol. Glih, ko so prišli čez vrh, je pa tako, kot je Roglič takrat na Kataluniji napadel, samo ben ni mogel zraven njega, je zdaj skočil tale Vingegaard, Pogačar za njemu, so se oni kar lepo menjavali, še Buitrago je bil, Van der Poel, Evenepoel je priključil kukar, da se oni sploh premikajo, ne, pa so ga šli v filter, saj izgledali tako in sem bil čist tako, jaz sem bil prlima na stol, pa sem sam gledal in dobro so tudi taktično na koncu vsi, ki so vedeli, da Van der Poel v šprintu ne more, ne. Mislim, lahko bi, a ne? Ja, v primerjavi s temi šprinterji ne. Aha, šprinterji tako splošno, da so Van der Poela naprej poslali. 5 sekund cirka fore, ne. In tako da je bila ful napeta dirka, meni jaz že komi čakam, danes bo sicer šprinterska zihar, ampak pol od sreda je mislim, da je kronometer, pa so pa 4 gorske. In, pa se pa sam stopnjuje. Ja. Tako da jaz že komi čakam. Evo, na mizi je eden. Tako da, ja, to je to, kar se tiče Dauphineja. Si ti mogoče še kaj drugega zasledila? Ne, v bistvu lahko rečem edin, da je bilo mogoče vse malo, ko sem jaz videla traso, ne, sem rekla, da to je pa ena taka mala klasika, ne, razgibana. Tako da mogoče bilo to malo vsem za pričakovati, no, da se lahko tudi kaj tazga začne dogajati. Vizmi se je videlo, da so šli, da bi radi etapno zmago dobili takoj prvo, a ne, to se je videlo. Mislim, da je Vizma zelo bila tako pol. Jaz sicer nisem gledala dirke same, ampak šprinti, mislim, na koncu zaključek, ja, in tudi potem sem šla malo prebrati vse skupaj in mislim, da je Vizma včeraj hotela dobiti etapno zmago, ne glede na to s kom. Je pa tako, jaz mislim, da oni hoče bolj kontrolirati, zato da Vingegaard ni v nevarnosti. To je bilo po moje poglavitno. To sigurno. Moram pa še eno stvar reči, da sem pa videla Vingegaarda, zdaj mogoče se sam en zdi, ne vem, ampak kaj pa ti misliš, se tebi tudi tako zdel, da so ga kar malo jačali? Mislim, noge ima močne, zdaj zgoren del je itak nikako. Ampak se mi tudi zdi, da je cel bolj tak, tudi malo v brz se mi zdi. Mislim, meni je deloval tako v primerjavi s prejšnjimi leti, ko je on začel, ko se je on pojavil, vsi tak prej nič ne vosa, ne, ko ga vidiš na teh pač dirkah, ko začne pred turom, je vedno čist skeran. Se mi je zdel mečkan, da ima mogoče kakšno kilo 2 več, kakor smo ga navajeni. Ma ne vem, on ima meni tako faco, da jaz hočem čim prej pozabiti vsakič. Ne, pa tako, ne vem, meni se je zdel, no, tudi tam, ki je stal v prvi liniji na štartu, a ne, tam se tak dober posnetek, Pogačar je pa spet po tistva taki čisti sklesani, je izgubil vse tisto, kar je nabral za klasike in za Rubje in kar je rabo, tako da se mi zdi, da je spet tista rebra mu ven gledajo, vse se mu vičes. Pa veš, da jaz sploh nisem jaz to malo bolj pogledam, no. Čisto zasledil. Sam to, kar sem videl pač na YouTubu, da vsi obračajo, da Vingegaard obrača kao boljše vate, kakor jih je lan, Pogačar, da ne bi bil že skoraj tam. Kar se tiče Evenepoela, so rekli, da ima 1,5 kg manj, kakor je imel že lan tak cajt. Tako da to je to, kar sem jaz zasledil. Tako po videzu, da bi pač mogoče najbolj pri Evenepoelu vidim, da je od klasik do zdaj se mi zdi bolj pač skeran. Zdaj Pogačar, ne vem, prej sem gledal intervju, pa Vingegaard, ne vem, se mi zdi ta pač standard, tako, ne vem, meni ni noben od njih dveh, da bi rekel, da pa, ja, da mislim, se so vsi suhi. No, vsi so suhi, itak, da so pa tako, Pogačarju se vidijo od teh zdirk, a ne vmes, kaj ni vozil, zdaj je bolj, a ne, to se mu pozna tudi že, ko vidiš intervjuje. Vingegaard se mi pa zdi, da je mečkan ga več skup, kar mogoče so tudi ugotovili, da more, a ne, da rab se verjetno je z mišično maso, se ni on debu zdaj z maščobo, a ne. Tako da ne vem, to je recimo, ko si me vprašal, kaj sem opazila. Vse mogoče pa smo to čisto pač žensko opazovanje. Tako da je kaj drugega, jaz danes jaz pričakujem, da bo Milan zmagal
v šprintu, ker trek je že včeraj se ful pomatril, pol so pa toliko pretegnili v klanc gor, da itak šprinterjam benga ni bilo bliz. Milan je tudi tak najbolj izrazit šprinter, zdaj na Dauphineju se mi zdi. Mislim, jih je še enih par, zanimiva je bila tale. Zdaj se ga nom spomnil, me bo Jerry tepu. Od Uno X-a šprinter je dobil take krče, tisti, ki ste gledali tam, mislim, da je 8 km do konca, da je sam vstal na noge in mogel reči, da je sam tako stal na kolesu, pa čist trde noge in je to bilo to. Tako da ja, je bilo zanimivo, kako profija lahko isto. Ja, tako da to mi je bilo zanimivo no, še. Pol pa nič, kva grejo pol kar na 3 napake amaterjev. Ja, to, ko si mi rekel, kaj se meni zdi, ne, recimo sem si jaz izbrala res 3 take bolj izrazite, se jih je še več, ne, oba veva. Se samo eno, grejo vsak eno. No, jaz sem recimo, na prvo mesto sem si dala jaz prehrana in pa hidracija, da je to po vsem temu, kar se pogovarjamo, kar se govori, kar se kaže, kar si lahko ljudje preberejo danes, se mi zdi, da je to še vedno največji minus, tudi ko jaz opazujem, ko gremo na izlete, ko gremo na rundo, potem tudi, kdo pove, kaj je, kaj pije, koliko pije, je to tisto, kar jaz vidim največjo napako v rekreaciji na prvem mestu iz moje strani. Se pravi, v teh vročih dneh mislim, da bi kar valjali en bidon na uro, ne glede na to, ste žejni, niste žejni. Fajn je, da je kaj notara, ne, kakšni hidrati pa elektroliti, ampak ne, da je zdaj ta cel bidon v tisti uri, ampak da se ga ta bidon mogoče razporedi na 2 ure, pa je en bidon z vodo, pa se to malo kombinira. Kar se tiče pijače, da se ustaviš, naliješ vodo, če zmanjka, greš v trgovino na Petrol, kamorkoli sam, da je tekočina. Pa spet prehrana. Ne. Jaz recimo na rundi opazujem, jaz nobenega ne vidim, da bi jedel zelo malo, ponavadi na klancu gor kaj kdo vzame. Jaz lahko povem za sebe tako. Torkova runda, ko gremo na Pance, imam v napitku 40 gramov hidratov, kjer jih spijem nekje polovico bidona do Panc, če ne še več, pa včasih že pred Pancem, včasih šele na Pancah 20 gramov hidratov, pa ponavadi potem, če se preteguje, če gremo malo hitrejš, še nekje kol škofelce, ki se riše pol na ig, še 20 gramov hidratov. Se pravi, da v bistvu v eni rundi pojem 80 gramov hidratov. Zaužijam. To je ena stvar. Pa potem... mogoče ta runda mogoče ni ta prav primer, ker tudi če ne piješ nekaj pravilno, še vsem prideš okrog, ne. Mogoče je bolj smiselno... Sej ne pomeni, da ne boš prišel okrog. Prišel boš okrog tudi, če nič, sej pride jih večina z nič. Ne, se bolj govorim to, da na to kratkih, se pravi, to je uro pa pol, uro 40. Tudi če si narobe jedel, a ne, še vedno prideš okrog, pa še vedno si lahko v grupi. Bolj je pa problem to, da grejo pa kakšni na, ne vem, zdaj se glih približuje Franja. Ne, problem je, ker se moraš naslednji dan in večina jih gre še naslednji dan na kolo, ali so bili pa en dan prej na kolesu. Zdaj, če je tako, če prideš samo na rundo, pa je to edina stvar, na katero si jo vozil v celem tednu, ne, 2 naši rundi, potem je bolj pomemben, kaj ješ prej čez dan, pa kaj ješ, jasno, ni tako pomemben mogoče med samo rundo, ampak kakor vemo, kakor vidim po Stravi, se jih večina ne vozi samo na naših rundah, a ne. In potem so jasno pridejo na izlet v soboto in v izletu na sobotah moramo pa že upočasnevati, nekoga čakati. Klanci se vozijo zelo počasi, relativno, če tako gledaš. Tudi po ravnem, ko se vračamo nazaj, če gremo na 100 km za nazaj, vedno imamo nekoga, 2, 3, 4, vedno več, ki jih moramo čakati, ki je treba upočasniti, ki jih moramo kar... In to je vse v prehrani, ker to niso ljudje, jaz jih poznam že kar nekaj časa zdaj, ki bi bili slabi na kolesu, so zelo dobri, so to ljudje, ki na rundi se čisto normalno lahko odpeljajo, pa je potem na izletu enostavno se težko držijo in se težko matrajo in rečejo, da je bilo težko. Jasno, da je bilo težko, če nisi pil pa jedel vmes. Je pa res, da sama runda, če gledaš samo rundo, mogoče res ni tisti moment potreben nič, sploh če si se prej čez dan dober na filu mogoče, ampak ja, vsaj v napitku imeti hidrate, pa mislim, da ni nič narobe. No.
Pa na vrhu klanca dati še kakšen želejček ali pa gelček ali pa čubar ali pa nekaj pojesti. Ja, ne, se kar definitivno se strinjam, da je to eden izmed ta glavnih, rečemo, 5 faktorjev, ki jih videvamo kle. Tako da jaz sem si zapisal, ko si mi ti že povedala včeraj, kaj si ti, pa sem jaz probal pol kaj drugega si izmisliti. Ta vikend smo imeli en tak skoraj incident, ki je imela gospodična ful napumpane gume. To je bilo tako, koliko ima, 60 kg mogoče, pa je imela na 6 barov, pa še ful je bilo vroče. In kao, da so ji to svetovali v trgovini, da so ji rekli. In sem bil kar tako mal, na 6 barov, pri 60 kilah, če imam jaz na manjka 5 barov, pa imam 90 kil. Koliko je pa imela široke? Ja, isto, mislim, da 28. Sej tudi, če je imela 25, ne, je še vedno Ja, pač dobro, preveč. smo včasih si jih toliko na toliko pumpali. Ne? Ja, Ampak zdaj pa, ja. Mislim, če kdo mora trgovec vedeti, koliko se pumpa. No. Zdaj je bil to kakšen stara šola trgovc varianta, ki še... No, pa se to načeloma sploh nima veze. Skratka, poglejte si od vsakega proizvajalca plaščev, če greste samo na njihovo spletno stran, vidite, koliko je priporočljivo pumpati tisto pač gumo, ki jo imate gor, in probite s tem začeti, pa ali napumpate malenkost več ali malenkost manj, ampak pri 60 kilah jaz mislim, da noben plašč, razen če imate 23 širino, ne bo več kot 5,2 bara. Za moje pojme pač ne bi smel biti. No. No, jaz imam 60 kil, 28 široke, pa jih imam na 4,5. Ja, no, jaz imam 28, pa imam 4,2, sem imel tudi že sprednjo, takrat, ko je bilo malo bolj mokro, ampak posuham imam tam od 4,5 do 4,8, zadnjo imam pa okrog 4,8 do 5,2. Tekle, mislim, da že sploh več toliko ne igra vlogo sam kilaža, ampak so bolj ta obdobje. Ja, sam je fora, da si in hitrejši, in bolj udoben, in boljši v prijem, pač ni nobenega minusa. Razen tega, da lahko defekt hitrejš dobiš, če imaš res premalo napumpane. Ja, to mislim, da je treba kar poudarjati. No, to. Ja, tako da to je nek tak, ki ne pravim, da si zdaj spustite za 3 bare, unika imate na 7 napumpan, ampak probite samo malo spustiti, pejte na furo, pa boste videli, a je v redu ali ni v redu, ali pa 10 km pred koncem si samo malo spustite, pa boste videli, a vam je bolj všeč, a vam je manj všeč. Probite, pa boste videli. To je to. Sploh zdaj, ko je orang vroče, ceste se mi zdi, da vsaj zdaj v soboto se mi zdi, da prav drsijo. Ja, Tako, tudi včeraj isto. Včeraj isto, no, pa sem mislila, da sem jaz malo čuden, da je nekaj narobe s plaščem mojim. Ja. Da je te vročine, da je tako da... vem. Evo, to je to, upam, da boste začeli malo manj pumpati gume. Tako da evo, to je moj ta prvo. No, a zdaj greva čez, pa vam je še enega. No, daj. No, drugi je pač tudi tak, ki sem ga tebi napisala, pa se mi zdi tudi, da je ena velika napaka, to jaz lahko povem iz svojih izkušenj, ki sem jaz to delala, preveč visoke intenzivnosti na vožnji, zdaj to spet velja mogoče, to velja za vse, ne samo za tiste, ki se vozite samo malo, tudi za tiste, ki se vozite veliko ali pa malo, se pravi, ne vozi se vsaka runda, vsaka vožnja, ki greste do daske, full gas do konca. Mislim, lahko se tako vozite, ampak potem tukaj napredka ni za pričakovati. Pač tukaj to tudi lahko, jaz povem iz izkušenj, ki jih opažam pri ljudeh, ki jih poznam 5 let se recimo vozimo skupaj ali pa še več, nekaterimi manj in v bistvu je ves čas nekje isti nivo vožnje, nobenega napredka, mogoče celo prej nazadovanje, kakor pa napredovanje. In se potem vsak sprašuje, zakaj jaz se toliko veliko vozim, toliko ogromno kilometrov naredim, toliko ga žgem, toliko ga pretegnem, ampak več kot to pa ne moram imeti. Ne? In to je definitivno, se pravi, preveč intenzivne vožnje in pa tudi za tiste, ki niste navajeni delati dolge kilometre, se pravi, da se odpravite na začetku sezone ali pa na neko dolgo vožnjo, pa še mogoče v skupini, ki se pa voz, vas tudi to lahko zelo hitro pokusi pa povoz in to so potem posledice, ki se lahko tudi vlečejo do konca sezone.
Tudi jaz sem to doživela, da se septembra enostavno nisem več mogla na klanc sploh kamor peljati. Ja. Ne, isto sem si jaz napisal, mogoče jaz sem dodal kle še planiranje. Rečemo, jaz dam lahko iz mojega primera letos ven na Trbalev, tisti, ki ste gledali zadnji vlog, že veste, prvo rundo, ko sem šel, to je bilo mislim, da marca ali pa konc marca, sem imel cajt 19 minut, 19 do 20 minut nekje, pol takrat, ko nas je dež prav, to je bilo aprila enkrat, ne? Takrat sem imel cajt okrog 17 minut, se pravi to po dobremu mesecu treninga, no ta vikend v soboto, ko smo šli gor, sem imel cajt 13 minut pa 10 sekund. Pa vem, da se nisem niti približno dobro počutil, a veš, kaj čuta že une. Mene je pekal že vse, ko smo se tam vozili bolj na easy, pa sem bil bogi. Tako da definitivno vem, da bi šel lahko še hitrejši, ampak ker je plan Franja in da si zdaj ta teden spočijem, pač sem rekel, da grem še ta Trbalev odpeljati malo bolj, pa da vidimo. Tako da je že ta planiranje, pa kar sem hotel povedati, se pravi, če veste, da imate cajta, ne vem, 4krat na teden iti na kolo, pol si morate tako splanirati, da boste šli vsaj 2krat od teh 4 delati neke intervale ali pa neko skupinsko vožnjo, ko veste, da vas bojo eni malo bolj terali, vse ostalo je vožnja tako, da žvižgate, pa gledate branjevke, kako pač tam oberajo neki. Pač ne pretiravati, jaz mislim, da sem se vozil 3krat na teden max, da je bilo tako malo bolj orang, pa še to tretjič je bilo tako, da smo se vozili skupinsko, če gledam izlete, pa smo pol samo klanc gor se je pretegnili, vse ostalo je bilo pač na easy. No, jaz sem 5 do 6 krat recimo na teden na kolesu, od tega še vedno tudi, ne glede, da sem 5 do 6 krat, ne 4 krat, je 2krat mogoče zelo intenziven trening. Enkrat je recimo neka taka srednja vrednost, se pravi, da nisi glih res čisto sam v nizki intenzivnosti, vse ostalo je pa res nizko, ne? In potem tudi mene glih je klient sprašal zadnjič prav, ja pa kako se lahko res voziš tisto, tudi vsak hupser spustiš na vate, kaj jih imaš nekaj. Ja, jaz sem se včeraj vozila 4 ure, sicer nisem imela, tako ste rekel, kako se lahko, ni bil to easy, ne? Mislim, bilo je easy je pomenilo, da sem v coni 2. Do res najvišjega praga cone 2 sem imela recimo nekje, če sem šla na hupser, na klanc, ampak ja, spustim, prešaltam in greš počasi. Res je, da ne boš naredil potem v 4 urah 100 km s tako vožnjo, a ne. Sem jih naredila 90, pa še to sama. To bom bila v 3. Ja. Jaz imam otroške vate. Že. Ja, se to. Ne, tako da jaz sem si isto to zadal, pa mogoče je kle še treba poudariti, da je več načinov, kako pridete do vašega končnega rezultata. Ne? Zdaj, eni imamo prav vsak let nek datum, daj hočemo biti dobri in pač do takrat stopnjujemo neko pač formo. Tisti, ki gledate, da bi se samo vsak let boljš vozil, pa nimate nekega datuma, je spet mogoče malo drugačen plan potreben za vsak let. Rečemo, jaz po Franji, meni je vsem, kako sem pelil. Jaz bom šel posnet še par teh vzponov, ko vidim, da vam je všeč, da vam kaže une vate, pa tako, kako hiter se pelem, to je pa to, pa nekega drugega cilja, pa je za letos nimam več. Tako da, se pravi, vsak si mora sam zadati nek cilj in probati do tega cilja, ko bi rekel, si časovno shrano vse pač urediti, da boste pač takrat ja, na to, kar si rekel, vse ni mu zdaj cilj dirka, da je karkoli, tako kot meni v osnovi je cilj se samo dober pa boljš oziroma čim boljš se voziti, ne glede na to, kdaj je kjera dirka, nimam zdaj tukaj omejitev in je pač treba potem, v bistvu v tem primeru je mogoče celo še lažji, kot ga imam jaz, ker potem lepo je konstanten si lahko vaš čas, če si res narediš cilj, da si do Franje, je mogoče potem ne smete si vzeti tega, da je pol stresno, ne morate si res to imati še vedno za zabavo, tako kot si že vzel in da je še vedno užival zraven pa vsemu temu, ne pa da je zdaj to nek stres, pa če ne dosežeš tistega, kar si zadal do tistega datuma, da si potem pa neke slabe volje. Se že tudi ni shujšel to, kaj je mislil, da bo. Pač, nič hudega. Pele se pa dobro, to nimam pa kaj reči. Ja, se glih to si mogoče dobro poudarila, da je treba uživati, ker to pa sploh tem rekreativnem nivoju, ne, se mogoče največkrat pozablja, ker vsi, ki kolesarijo par let, pol hoče ful napredovati in ne vem, jaz sem pri sebi, letos se mi zdi, da sem
ful napredoval v kratkem času, pa še vedno sem se vozil tako z družbo, ni bilo zdaj moram iti pa sam na kolo, pa moram nujno te vate, pa tako gledati, ok, če rabam, grem pred rundo, naredim pa se pa še vedno zapeljem z ostalimi, ne. Sicer žal moramo videti, da ene par jih je začeli trenirati, ko so bili na rundah naših, pa zdaj več ni. Pač to vem, da jih ni, ker pač toliko trenirajo, ampak jaz sem rekel, da se, jaz lahko povem iz svoje izkušnje, sploh z Blažem, recimo iz Human Performance, jaz njemu povem, kdaj je, kako, kakšni so plani, kdaj so runde, kdaj so izleti, kdo praznuje rojsten dan, da ne moram tisti dan jeti na kolo, da imamo družinski piknik, da ima sin tekmo, karkoli, vse to mu povem, vse to mu napišem in Blaž vse to upošteva potem v mojih treningih, tako da mislim, da tukaj se pravim, v končni fazi je to storitev, ki jo nudijo in je popolna, tako da se morate tudi sprostiti, pa uživati, pa ni vse sam pol treninga. Ker vsi vemo, da takoj, ko imaš druge stvari v življenju, kakor sam kolo, je v bistvu prilagajaš kolo drugim stvarem. Ne moreš zdaj ti šihta glih, danes pa ne bomo delali 4 ure ali 8 ali kakorkoli, zaradi tega, ker moram iti na kolo za 6 ur. Pač to vsi vemo, da ne moreš glih delati. Lahko tiskama tak šiht. Večina ne more. Večina pa težko. Zdaj si imela ti, da sem imel jaz? Zdaj sem imela skup v bistvu. Zdaj sem imela skup. Daj pa še zadnjo povedal. Jaz imam še zadnjo, sem malo kolebala, ki jih je tako veliko, ampak ena taka, ki jo mogoče pa tudi zelo veliko opazimo v tej naši družbi, pa vsem skup je pa še vedno, da imajo dosti ljudi ali prevelik kolo, ali previsok sedeže, prenizko sedeže. Zdaj na zadnji rundi smo sedež nižali, res da je punca imela res preveliko kolo, ampak smo pač probali s tem ga nastaviti, tako da pač nastavitev kolesa oziroma ustrezno kolo, midva sva o tem že veliko govorila, kako najdeti ustrezno kolo. Danes mislim, so tudi prodajalci zelo dobro podkovani, čeprav še vedno vidim, da pridajo ljudje z novim kolesom iz trgovine, pa imajo še vedno prevelik kolo. Zdaj ne vem, a so si sami ustrajali pri takem kolesu ali jim ga je res prodajalec tazga tudi prodal. Tako da, če kaj ne veste, midva sva vedno kle, tudi Mirsad, zelo dobro se na te stvari spoznavam, zelo lahko svetuje, kakšen kolo kupiti. Anže definitivno lahko svetuje, kakšen kolo kupiti, kaj pogledati. Valjda najprej bo hotel Niša prodati, ampak če ga ne bo mogel, vam bo pa povedal vsaj, kaj gledate pri kolesu, pa vas ne bo silil v nakup Niša. Tako da dajte, preden kupujete kolo, ker je škoda, da kupite res prevelik, predvsem problem je, meni se zdi prevelik kolo. Se tukaj so spet oba dva isto razmišljala, kaj jaz sem pa razmišljal, ker jih dosti tudi, ko vidim, kaj sprašujejo po raznih forumih oziroma teh skupnostih, je pa bike fitting, ne. A se splača iti, a se ne splača iti, itd. Pač vsi, ki nimate pojma, definitivno, da je dobro, da vam en pove, kako se nastavi sam položaj. Zdaj, a si lahko to že sami, logično, lahko si tudi vsi treninge sami pišete, itd., ampak vse zahteva pač nekaj časa, nek trial and error. Se pravi, če greš ti do nekoga, je samo to, da pospešiš vse, kar se moraš pač ti naučiti v enem kratkem času. In zato se hodi do trenerjev, do teh bike fitterjev, itd., zato ker on ti prideš enkrat, pa te praktično dobi v nekih 80% od tvojega popolnega položaja. Morate vedeti, da bike fittingi in mogoče tudi samo delo s trenerji, lahko da v prvo noben ne zadane točno, to je tako in najhitrejš boš napredoval, zato ker smo vsi pač malo drugačni. In tudi kar se tiče bike fittingov, je zadeva taka, da vsi bike fittingi, ki jih naredijo, pa zdaj v Sloveniji imamo že kar nekaj dobrih bike fitterjev, sem skoraj 100%, tudi če bi šel kdo do istega človeka, pa bi ga drugače nastavil, če ne bi vedel, da je pač on že bil pri njemu. To pa bolj mislim iz vidika, ker vsakemu, ki greš, če ti vzame nekaj denarja, mora nekaj popraviti. In zdaj je to sam malenkost, a ti sam sedeš, da malenkost dol ali karkoli, vsak ti bo probal kakor da upravičati, da si mu ti dal pač v njih 200 evrov. Tako da
na koncu dneva, ko naredite bike fitting, probite se 14 dni voziti s kolesom tako kot je in pol, če vas bo karkoli motil, si pa sam eno stvar na rundo nastavite. Se pravi, če greste za 30 km na kolo, ne nastaviti višine, pa še sedeš naprej nazaj, pa blokejev ali pa česarkoli. Se pravi, nastavite samo eno stvar. Tudi če se v blokejev lotal, probite rajš sam na eni nogi najprej nastaviti, pa boste videli, kaj je boljš, ker je lahko čisto vse čisto kontra. Jaz sicer blokejev se nekako ne bi lotil, ampak bolj tukaj sedež, pa sam konico sedeža, pa mogoče višino sedeža, se mi zdi, da bikefitterji kar zadanejo in ste vi po vsej verjetnosti v pol centimetra ali pa mogoče še manj od tiste perfektne pozicije. Ne? Ker tukaj, kar se bikefittinga tiče, vse so neki koti in kje je najbolj Idealen. Optimalno za vas. Še zmer so pa unikoti, ne vem, lahko je za vas optimalno, kaj sem. 33, nastavil vas je pa na 31 in pač kle si še vsak lahko vedno sam nekaj dela. Tako da ne tega vzeti za sveto, ampak vzemite sam, da imate zdaj zelo lepi izhodišče, kako si boste pol res nastavili pač kolo. Ne. Je pa pol drug primer, tako kot je Lovše zdaj, ne, je dobil nov kolo, si ga je sam nastavil, je rekel, da mu nič ni bilo všeč. Pač tako, da se ni dober, ni se počutil unti stret, takoj, ko je šel do njegovega bikefitterja, ki je prišel nazaj, je rekel, fakt, zdaj pa to kolo se res dober pele, unti stret. Rekel, iz druga geometrija kolesa in vse. Tako da... No, jaz bi še vsem sam eno stvar, kar se, če samo to bi, ja, lahko se igrate sami, tudi jaz se malo moram priznati, igram, ampak še vedno, če greste na fitting, vam bo tudi vsak fitter, sem prepričana, če vam po 14 dneh kaj ne bo ustrezal, rekel, lahko priješ nazaj ali pa vam bo dal kakšen nasvet. Jaz vem, da za Dejana sem, no, pa za Dejana vem, pa tudi verjetno da ostali imajo kontakt, se jih lahko pokliče, pa se jim pove, da vam nekaj ne odgovarja, ne? Tako da ni treba, da si zdaj rečete, ja, plačam 200 €, pa si bom pa sam predstavljal nekaj. Lahko ga pokličete, rečete, meni nekaj ne štima, pa vam bo on svetoval, mogoče kaj narediti najprej. No. Blokejev pa ja, definitivno, jaz se blokejev ne bi, kad jih enkrat eden nastav, tudi Anžek zna nastaviti nekaj in če se vam jih nastav, jaz ne bi preveč po blokejih, ker pri blokejih lahko zelo zafrknete in pol pride do kakšnih bolečin v kolenih in povsod. Tako da, če imate blokeje nastavljene, jih puste, dajte se rajš malo igrati polja z še največji sedežem, v bistvu se tudi z balanco se danes kaj dosti nimamo igrati. Ja. Tako da, to so bile najne 3 napake, oziroma vse skupaj je bilo 5 ali pa 4, ki so imela zelo podobne. Lahko zapišete spodaj, kjer so pozabila, oziroma kaj se tudi vam zdi ključnega pomena, oziroma kjero napako ste mogli popraviti, da ste se res dobro pol počutili na kolesu. Tako da zapišite v komentarje spodaj, zdaj pa greva midva na ocenjevanje koles. Ajde, še to. Prvi je Scott, tole je, ne vem, kako je oznaka, je Addict Gravel ali Gravel Addict ali je nekaj čist drugega. To je Gravel drugače. Aha. Ja. Moram pohvaliti res čisto vse, nisva dubla še niti enega skropocala od kolesa. Vsi bajki so res orang lepi. Zdaj ne vem, se vsi Slovenci imamo že to huda kolesa, ampak jaz se ne spomnim zdajle še ki sva jih ocenila z najslabšimi ocenami, so bili lepi. Ja. Tako da zdaj je spet par koles, mislim, da vse 4, ki sva dubla, so zelo lepi. Tako da je pa mogoče sva začela s tem, kaj je vsaj meni od teh 4 najbolj všeč. V bistvu sploh ne vem, kaj bi popravil, razen tega, da so une podložke spet pod krmilom. Pa če bi ga jaz imel, bi dal gor še OSPV. To je pa to, kaj drugega, pa na tem kolesu pač ne morem reči, da me sploh kaj motno. Pač... Ja, meni je tudi ful lep. Meni je tudi ful lep, všeč mi je, ker ni črn sedež, tako da tukaj vsa čast in se lepo ujame z plašči. Meni je v bistvu tako, no, ker sem pač pa sem na to, ne, da se malo popestri kolo z sedežem pa s trakom. Mi je ta kolo prišel, moje, da je eden najlepših do zdaj, kar sem ga videla. Ja, meni je isto tam Tle, odkar ocenjuje. Res je to pač Gravel in potem ima ketno pač to sramovo gor in vse in zdaj ne vem, jaz bi mu dala 9.
Ja, jaz isto, 9. Pač nimam pripomb, vsaka čas lep bajk imaš. Ja, res. Evo, pol imava tega le Ridleya. Boš ti najprej? Ja, zdaj malo je nesrečen slikan, ki je od zgor na vzdolj, ne. Ampak pol malo tako izgleda drugače. Ta ima pa res tako še meni preveč podložk. Ta jih ima pa nešteto tako gor. Pa glede na to, da ima pa vse en zid ful visok, ne. Zdaj, ne vem, se pravi, mogoče samo slikan tako smotan. Ne vem, kada je pač eden na ful majhnem okviru, ful en velik človek. Ja, da ima zelo dolge noge. Ja, sam verjetno je kar cel velik, ker je tudi cel zelo širok, zelo raztegnen je. Pa gor je še ta, ne, ta dolg sedež je to, a ne. Je po moje, da je zelo, ko mi je tako čudno, ker skoraj zdaj imamo vsi kratke, pa mi je ta ful v uč padel. Pa veš, da pismo bi upal reči, da je short. A da je šort. Ja. Se pravi, mogoče je tako slikana, kakšna una širokokotna ali neki, ne vem. Mislim, meni, kar me najbolj zmoti, ker kolo za današnje cajte toliko živ, me najbolj zmotijo te grdi ten plašči gor. Ja, no, se to sem zgodila. Jaz bi imel nujno črne plašče gor. Pa vse ostalo je pa pač ja, razen tega, da je podložk za moje pojme spet preveč, sem pač logičen, tak imate položaj. Vse je tako lično, ampak te plašči, ne vem, sploh ne vidim, kvaj za en kolo, kvaj gor, ampak vidim samo te plašče. Tako da, če si hotel izpostaviti plašče, super, ampak overall jaz bi dal rajš črne plašče gor. In ker je pač že napis je živ, barva je taka, da je zelo seka in jaz pri takmu kolesu bi hotel izpostaviti okvir, ker je pač lep, ne pa plaščeva. Tako da, pač meni se preveč tepe, tako da zaradi tega pa je lep bajk, ampak z moje strani 7,5. Mi smo dam 8. Ker v bistvu najbolj mi je vizualno, so mi ti plašči, tudi tam nisem še prej mogla prijeti tam, ampak ja. Ja, ne, mislim, so še druge stvari, ki bi ga lahko zboljšal. Ja, seveda bi lahko. Lahko je še verigo drugo dal gor, OSPV bi dal jaz, pa ostalo pa rečemo, da 7,5, 8, no ja, dobro. Evo, pol imamo mi od naše Darje, klele Speedija, kako ona pride spredi, se lukna za no naredi. To ženske, ne vem kaj, ampak kakšne ste res brez občutka. Tako da, drugač meni full lep bike, ki ga je imel Mersat kle na servisu, se prav rekel pismo, tam je pa všeč, pa mi pa Mersat izpostavil to grbino sred okvirja. In mi pol to rečemo, da mi ni toliko všeč pri temu Pinarelotu, pa nujno visoke feltne dati gor. Kaj pa je sploh to za en Pinarello? Krosista, ta je za cross, mislim, za ciklokros. Aha. Ja. Tako da ja, ampak drugač pa... Pa to je nov kolo? No, moja on je to že full dolg. Mislim, pa je ta leta, prav ta okvir. Je že starejši kolo to? Mislim, vem, da je ta model že dolg časa. Vem, da je ta model že dolg časa, zdaj točno ta je pa mislim, relativno nov. A ne? Ja. Tako da meni sicer lep, ampak je še polno stvari za zboljšati. Tako da ni pa nič tazga, ki bi me motil, tako kot pri prejšnjemu, se pravi prejšnjega sem dal 7,5, se pravi tega dam pol 8,25. 8,25, kakšna je to ocena? Ja, lej. Pešuka. Ocena. Matis, to sem. Ne, mene pa tako za pogled, sam kolo mi je všeč. Tako, ja, tako kot si rekel, vse bi se dal ga, ja, malo še spimplat, ampak neka 8,5. Ampak ja. Zanimiv mi je ta kolo krosista, to prvič vidim. Mislim, prvič vem, da sem slišala sem že, ampak moram Darjo vprašati, zakaj ima ta okvir. Ja, pa Dari moram še reči, da jaz bi zamenil na TPU zračence, ker klele vidim, da so še navadne. Tam za dodatnih 25 € pa dobiš
200 gramov lažji bajk, kar se meni zdi ful. Tako da to je to, zdaj pa greva še na ta zadnjega. Je pa od našega gospoda neka hod na runde. To vem, da je starejši mal gospod. Se tudi vidi po temu, da ima še gor vse živo, kar se je včasih dejal, ne. Klema tlačilko. Tlačilka je pravilno, ne, slovensko. Pumpa. Mogo bi ga okoli obrniti, ne, da bi videli lepo gonilko, še pač tale... Ja, prosim, ne naslanjati koles takole, ker vas je že kar nekaj poslali kolo naslonjen na strani, kjer je menjalnik, ker se vam menjalnik potem oziroma nosilček menjalnika se zelo hitro lahko zvije in pol ne predstavlja v redu in je vse narobe, vi mislite, da niste nikoli padali td. In da in pač ja, tako da postavljite ga na stran, kjer ni menjalnika. Isto v avto dajete vedno kolo tako, da ni na menjalniku. Pa za slika, dajte torbice dol, pa te pumpe, pa vse to dol. No, tako. Ja, ne, se si že sam, če bi ga kontra obrnil, se Pa bi že pumpice zgledal, sploh videli. No. Tako. Zdaj, kar se mene tiče, tam ima še un dildo na vrh krmilne opore, najbrž še ni v drezu. Polja, te dodatki, to mislim, da ne rabim biti spet kaj preveč glasen. Drugač, moram priznati, da teli Guerciotti so v živo, je zelo lep bajk, tudi barva je taka, da lepo seka, taka metalik, sem ga videl od Ja, tako Drinovca. blešči se vse lepo. Ja. On je imel sicer rdečega in je bil v živo zelo lep. Zdaj, kar se tiče pri temu kolesu, kar bi jaz pač spremenil, logičen te dodatke bi dal dol. Pol višji obroči, vsaj meni vem, da bi lepš pač bajk izgledal. Pol bi dal eno modro verigo gor in to se pravi, ko bi menil verigo, bi dal črno-modro, res, da bi dal ene par 10 evrov več za verigo, ampak bi izgledal pa seksi bajk. Tako da to je to, ampak takole, kaj pa zdaj, ne vem, 6,5. Ne, tam pa 7,5. Pač te dodatke daš dol, pa je še vedno kolo okej, a ne. Ja. Meni je všeč. Tudi všeč mi je res ta barva, res pa je, da ja visoki obroči. Ja, pa To, sej je... se pravi, pumpico stran, dajmo te, sej imamo pri nas tudi v lokalu tele bombice in tako in se da lepo v torbico in... Ja. Mislim, jaz To ne vem, kako paše. ta kolo zgleda, ki je v piko narejen, ki sem ga videl in je res hud. Ampak tako, kaj pa to pa pač, sorry, zame nima več, ker 6,5 mu ne morem dati na ta najbolj lep dan. Pač, kaj ne jest? Ja, prav. Tako je. Ta vikend Ti je bil zajeban Franja, profesor. tako da probite se dosti najesti, dosti napiti, tam že kakšen petek zvečer, že malo več z ogljikovimi hidrati, celo soboto, tako da boste imeli pol dosti energije v nedeljo. Pred Franjo zjutraj nujno jeste, ene 3 ure prej, pa še ene 30 minut prej, ker še en energy bar že kar vršte vase vsaj, pa lahko za zajtrk mogoče še malo elektrolitov že spijete, ker po moje bo spet vroče za PP. Ja, To je pa to. Na Franji ponovadi tako, ja, da je vroče. Imaš ti še kakšen nasvet? Ja, jaz imam čisto drugačne kati, tako da bom pustila tvoje, da ne bomo preveč jih zmedli. Povej. Ja, jaz pa malo drugače, glede prehrane, jaz se začnem s carboloadingom šele v soboto, načel Saj sem petek. rekel v petek zvečer. Ja, vem, pa začela šele v soboto in večji del šele od sobote po 12 uri, tako da takrat pojem nekje 10 gramov hidratov na težo svojo. Se pravi, potem imam pa 2 uri prej imam več kot dovolj. toliko kaloh. Ja, sej to je v bistvu toliko kaloh, ker 10 gramov je že, to je 600 gramov, to je veliko hidratov, samo brez beljakovin. Tako da ja, ampak ja, se da, no, piškotki, savojardi pa z gumijastimi bomboni, hvala Bogu, da jih imam še rada zaenkrat. Drugače pa jaz jem 2 uri prej, no, ne rabim 3 ure prej jesti, jem res, da je ponovadi en ta mlečen riž, mi je najbolj ta varianta.
pa v bistvu vzamem gel direkt tik pred štartom, tako da 50 minut prej, ker te geli itak delujejo zelo hitro, pa tudi nimajo prav dolge dobe držanja, tako da jih polijem nekje na pol ure. En gel tudi med franjo. Samo en gel med franjo. En gel na pol ure. Aha, ok. Ja. Tako da pri tem tudi gledam, se pravim, spet hidracijo. Sigurno bom imela kakšnega, ki mi bo na suhem dvoru lahko še kakšen bidon podal. Tako da, če ti rabiš, povej. Jih bo Saj se dosti. bom zmenil, Tako da, ja, saj so klele bojo, tako da kle se lahko zmenimo. Jaz bom imel isto, po moje lani sem imel 3 gele pa eno čokoladko, ki sem jo pojedel že na štartu, letos bom imel po moje 4 ali pa 5 gelov pa čokoladko na štartu. No, jaz kar te gele, ker moje sem kar na gelih pol. Ja, saj jem sam čokoladko na štartu, ko bomo tam čakali. Ja, tako da, tako jaz, kar se če pa takoj jaz, ko pridem iz take dirke, pa še zato, ker bo vroče, pa je kar naporen, takoj popijem takrat pa en regen, se pravi regeneracijski napitek, ne sam s kakšnimi hidrati, da se filam, da so tudi beljakovine, kar en dober šok beljakovin, se pravi 30 gramov. Jaz pa enih 6 kep sladoleda. Na, sej. Jaz bom pol pa grešila malo drugače ti sladoledom, jaz bom pa s čem drugim. Ker zdajle sem se kar bila pridna do Franje. Tam pa Jaz bi ti pridna, ja. Dobro, to še ti ne veš, koliko sem jaz pridna, ampak na Franji mi pa kakšen pivo ne uide. No. Ja, nič, to je to. Do naslednjič, uživite, srečno vsem na Franji. Ja, še eno stvar sem hodila, sem še povedati. Če za soboto bomo imeli veloizlet, glih tako, tisti, ki ne greste na Franjo, ste vabljeni na veloizlet. Mirsad bo v glavnem bil tisti, ki ga bo vodil, ti verjetno ne bo šel, na veloizlet v soboto. Jaz bom imela pa eno aktivacijo, bom tudi to bo objavljam, pa napisan, in če bi kdo rad videl, kako izgleda aktivacija pred dirko, oziroma gre tudi na Franjo, pa mislim, da mu bo čisto dobro prišlo, zelo podobna vožnja kamen, ker tisti, ki greste na Franjo, se verjetno kar dosti v redu voste. Se pravi, ta aktivacija bo trajala dobro uro, tako da jaz bom naredila pa aktivacijo z mano, pa kdor bo hotel, bo šel lahko zraven. Tako da to je za to soboto še pred Franjo, da se še malo nekaj dogaja. Še tale na svet, če ste zdaj se pripravljali za Franjo, ta teden do Franje ne pretiravati, naredite 50% tega, kar ste, ali pa 40, no, ali pa 60%, kar ste delali do zdaj. Se pravi, ne nekih napornih treningov, itd. Še vedno je dobro, da stimulirate, kakšno minutko na 110% FTP-ja ni narobe, ampak ne pa pretiravati, pa ne prideti zmatrani iz fure domov. Tako da v te polni nabitih patronov na delo. Nič, srečno, čau. Se vidimo, čau.